En lep dobro večer, Tanja Skaza z vami, četrtek, malce kasneje kot 2020, ker danes sem imela pač dve delavnici. Prva je bila dopoldanska akademija in zdaj smo še imeli kakavo obred. Tako da ne, danes je teorija kakavovega obreda, učimo se, kakšna je namera. In potem sem prišla domov in še dobim informacijo, da je moj sin bil danes drugi na tekmovanju, na športnem tekmovanju in pa rečem, oh my god, kako je res lahko življenje lepo. Vendar zbrala sem pa čisto drugačno temo in to je tako prišlo. Napram temu, kar slišim zadnjih 14 dni, kar se dogaja, predvsem tudi zaradi tega, ker veste, da grem na križarjenje, veste, da na križarjenje si želim, da grejo z mano čudovite osebe, ki želijo delati na sebi. In glede na to slišim tudi dosti drugih komentarjev in bi rada mogoče te komentarje malce podelila, da ljudje včasih vejo, kje so in da znajo, da se zavedajo, da če... gremo kar takole. Bom kar začela, naj se slečem. Začela sem naslov, prav naslov sem napisala, kako si predstavljamo, da uspešna ženska vedno mora izgledati top. Vedno je top. Dejansko zgleda, ve, kaj misli, dejansko se ne more pokazati točno takšna, kot je. In največkrat je to dejansko ovira, ker si predstavljamo na drugi strani osebo, ko zgleda dobro, ko je pametna, ko je uspešna in vse gre od rok, kako je njej vse poslano, kako njej samo pada takole iz neba in ona nič ne rabi delati in to se vse dogaja. In zdaj tisti ljudje, ki živijo s temi osebami ali pa ki jih opazujejo in ki vidijo, oni vejo, kakšne so te osebe. Naprimer, pri meni je prišla moja sestrična, Suzi, to pomeni dejansko je zdaj drugi teden pri meni, ja, glih je prišla, v ponedeljek bo drugi teden, zdaj gre z mano na obred, to pomeni 2 tedna je tukaj in mi reče, včeraj mi je rekla, hvala ti, što sam popila čaj sa tobom. V teh 14 dnevih je preživela vikend z menoj, ostalo skoraj nič zaradi tega, ker sem pač, ali sem na terenu, ali sem s strankami, ali delam, tako konstantno sem v delu. Kakorkoli govorim, da je treba 6 ur delati, jaz sem vam že enkrat povedala, da meni je delo hobi, da jaz si veliko časa vzamem zase, zato jutra so vedno moja, jaz se zbudim ob 6, jaz do 9 nič ne počnem, nič, včasih do 10 ne, ob 10 začnem šele delati, potem imam popoldan čas, ki ga namenim sebi in potem do večera, tako, sem kar ponavadi do 7 ali pa do 8, naprimer zdaj, ko imamo obrede, pridem ob 10 domov, pred 10 me ni doma. No, ampak ljudje to vidijo, oddaleč, pogled, kako je fajn, kako ji super gre, vse zmore, kaj pa bo ona, kaj se lahko od nje naučimo, vse njej čisto vse lahko gre, tako da. In potem jaz rečem, tam zdaj, ko sem prišla z delavnice, rečem moji družini, in so si tudi vmes, in rečem, my God, kako konstantno slišim, da si ljudje predstavljajo, kako je nam v življenju vse enostavno poslano. In ne boste verjeli, kako je znala mi našteti in se nekaj najbolj, da kar njo kopiram, kar mi je rekla. Res je, pa bomo zdaj povedala, kako lahko uspešne ženske znamo biti včasih izredno ranljive, vendar me svojih ran ne gremo trositi navzven, me vedno gremo noter vase. Jaz nikoli ne iščem izgovorov, ker jaz ne vem, kaj naj delam z izgovori. A vi mislite, da jaz nimam izzivov? A vi mislite, da ko jaz spomnem, ko polnim obrede, križarko, delavnice, da to kar samo pada, ali je potrebno nekaj za to narediti? Moji možgančki so 24 ur vklopljeni, kar naprej se nekaj dogaja. Druga zadeva, kar je, enkrat sem že povedala, vsaka oseba, ki ima podjetje, in dela v podjetju, ta oseba ni svobodna. Ni. Podjetnik si izbere in si reče, da si je zbral zato, ko hoče biti svoboden. Ampak zbere zakaj svobodo? Da se odloči točno tako, kot mogoče jaz, da pač ne bo zdaj ob 6 šel v službo ali pa ob 7 šel v službo. Vendar, on pač, ko ga vsi zapustijo, je on tam, da to stvar oddela. Ko prodajalec nekaj zafrkne, mora delodajalec to oddelati.
ko ta zafrkne, vedno oseba, katera je uspešna in katera se odloči za to, je vedno tako na nek način vklopljena, ima radarje vklopljene tako, kaj lahko naredi boljše. Ampak res pa da jaz ne jamram, ne iščem izgovorov, iščem vedno rešitve. In ponavadi je še tako, ko še imaš ti svoj izziv, moraš še ti druge stimulirati, da oni najdejo rešitve, ne pa izgovore. In včasih, in preko mi je govorila Ana, prej me je že zjutraj vprašala, zjutraj se je zbudila Ana z mano, ker njeno življenje je čisto drugačno in tudi drugače ga sprejema. Moram priznati, da me na nek način v teh 14 dnevih uči, kako mogoče ne znam pogledati, kaj vse imam, to pomeni, kaj vse imam, pa še vedno iščem. In potem pač rečem, ja, lej, če je služba in moj hobi, delo je nekaj, kar me izpopolnjuje, kar me polni, kar pomeni na nek način, da je še prostora tlele pri meni in da še vedno nekaj rabim, da pridem do tega cilja. Ne? In mi zjutraj reče, poglej, nisi doma, ne znaš uživati v tem, ne znaš v onmu. Jaz rečem, ja, to znam za vikende. In pa mi takoj našteje 1, 2, 3, 4 vikende si zeleno v redu, pa imaš pa križarko. No, in kaj bi želela vam s tem povedati, no? Da zdaj skrajšam? Ne, še to vmes. In vmes mi tudi povejo stranke. Meni povejo stranke, na kar sem izredno ponosna, tako hvaležna, čisto vsaki stranki, ali je to ženska ali moški, ko mi rečejo, da sem jih ful motla, da sem jim šla na živce, kako imam vse popolno, kako imam popolnega moža, kako sem jaz popolna, kako je vse živim v ljubezni, kako je vse popolno, pa še imam partnerja, ki je čist popoln in tako naprej. In potem si predstavljam in si mislim, ja, točno to, jaz dejansko hlastam po tem, jaz to želim in jaz to imam, zato ker delam na tem, jaz vem, da za partnerja si je treba čas vzeti, jaz vem, da moram slišati partnerja, jaz vem, da moram mu dati vrednost, jaz to vem, ker če mu to dam, bom to dobila nazaj, vem pa tudi nekaj drugega, kako sem rezala partnerju jajca. Vem tudi to, ko sem bila najbolj osamljena, ne vem, se v službi nekaj zgodi, mogoče primer, v službi mi ne gre, ne uspe, zaposlim osebo in nisem uspešna pri tej osebi, ne gre, ne vem, oseba pač misli, kako je lepo, fajn, jaz pa zavihala rokave, dajmo akcijo in jo odpustim, in potem razmišljam, jaz ne morem komu se požaliti, pa reči, ta oseba ni v redu, ta oseba pa lahko takoj gre to reči, kolikokrat se nam zgodi, da uspešne ženske smo včasih najbolj osamljene ženske. Zaradi tega, ker ko pride do izziva, kam gremo mi gremo noter vase. Kolikrat smo ranljive, pa ne znamo dvigniti telefona, pa poklicati, pa reči eni drugi, jaz to zdaj znam, jaz se to učim in jaz te moje drage ženske to učim, da to zmorejo. Ampak v mojem krogu pridejo do mene take ženske, kot sem jaz bila sama. Uspešne, do sebe, to veste, kaj to pomeni, popolna sem, nima te besede v svoji nepopolnosti, ampak samo najbolje je dovolj dobro za njo. To pomeni, vse mora biti tipi-top, ona urejena, znanje urejeno, rezultati morajo biti pravi, vse to. In zdaj si predstavljajte, kako je grozno taki ženski, mislim, ne grozno, taka ženska sploh ne bo povedala, kaj jo boli, da reče, ne vem, da sama tako reče, joj, a veš, da sem osamljena, ali pa da reče, joj, a veš, da, naprimer, nimam prijateljice, a veš, mogoče, ne vem, da se ne počutim seksi, a veš, da mogoče nisem srečna s partnerjem, a veš, da me partner vara, ali obratno. In glih to je tisto, kar je meni najbolj manjkalo, in vidim, koliko moje punce skupaj naredijo, da si želim to ženskam dati. In drage moje, obstajajo take ženske in takih je veliko, ko ne rabijo biti popolne, ko so lahko komu povejo, one pač imajo sram, ker mi smo sramom zrasle, to, kdor smo. Morate tudi to vedeti. Mi z našim sramom, moj sram je bil to, da naprimer, sem starše, to mi ni prišla samo moja mama, mi ni znala slovensko, kakorkoli, dolga zgodba. Sram, tisti, ki ste prebrali knjigo, tako in tako veste, jaz sem skozi sram
zrasla danes, kjer sem. Ker sram me je peljal, da ljudem dokažem, da Tanja Halilović zmore. Potem se pač je poročila v skazo. In ko sem poročila se v skazo, sem si dala še en ruk za gor, wow, zdaj mora pa Tanja pokazati, da je vredna bogatega moškega, da je vredna družinskega podjetja in tako naprej. Drage moje, ne rabite več to. Drage moje, ne rabite tega. Mislim, meni je tako krasno, zato pravim, je krasno, ko mi stranke povejo, ko mi stranka reče, ko gleda moja video, pa si misli, kako je pri njej vse enostavno. Poglej, kako je moža pripravila na to, da gre z njo na obred. Ja, sem se učila. Danes je rekla ena izmed mojih Barbej, čudovita moja Barbara, ko je rekla, delo na sebi je res hard work. Res je hard work. Jaz vam ne znam povedati. Spomnim se svojih prvih začetkov, mislim, pa ni šans, da ne bi naredila afirmacij, da ne bi šla v hvaležnost, da ne bi šla v meditacijo. To je hard work. Ampak, ko ti vidiš rezultate potem, ko vidiš kako, ne vem, prejšnji teden mi je rekel Igor, hvala Bogu, da imamo lep zakon, ker imamo zdaj malček izzivov v skazi, ker pač delamo malo transformacijo, malo reorganizacije in je potem meni rekel, hvala Bogu, da smo midva močna. Ampak to je vedno tako, ko si enkrat tu močen, je v službi malo peša, potem, ko si močen v poslu, peša malo na osebnem področju. To je normalno, to je življenje. In življenje ni samo sladkor ali pa tako kot reče, samo sladica. Življenje je vse. Samo mogoče trpljenja ne bom prikazala kot trpljenje na 10, ampak bo pri meni trpljenje na 2. Ampak jaz znam pokazati, ampak ne bom pa šla nikoli v vlogo žrtve. Tega pa ne bom šla. In tudi ne bom šla v izgovorov, ker vem, da vse, kar sem si naredila v življenju, sem si naredila čisto sama. Vem, da sem to rabila za to pot, vem, da mi je ta pot tlakovana na tak način, tako da, zlate moje. Prejle mi je tudi Suzi rekla, ko je Suzi pač, zdaj bi se res rada posvetila samo human designu in pol mi je rekla, ko sem se pa, Suzo, ipak si 2 nedelje ovde, jaz sem malo s tobom, pa je ona meni tako lepo rekla, veš, jaz se grem učiti tam, ker vem, da je nekdo uspel, da lahko še mene nauči, in se hočem tega role modela učiti, to pomeni od vzornikov se učim, kako postati dober, In jaz konstantno govorim, učite se od tistih, ki so boljši kot vi, ne od tistih, ki so slabši, To pomeni, ko vidite osebo, da je srečna, da ji žareva sreča, ne da ji žareva sreča to od zunaj, obleka nekaj naredi, šminka nekaj naredi, kozmetika nekaj naredi, Ko začutite to srečo, ki si je od znotri, potem stopite do te osebe pa reči, a mi lahko poveš, kaj si naredila, da si danes takšna. Jaz, ko vidim kako top žensko, ki ima krasno postavo, jaz stopim do nje pa rečem, mi lahko poveš, kaj delaš, pa mi pač pove, kaj dela. Ko vidim nekatero, da je najbolj lahkotna, kar je ever možno, stopim do nje pa rečem, my God, kako imaš ti življenje. Učimo se od tistega, kar nimamo, ampak učimo se od takih, ki lahko, ki to znajo. Tako da, zaključek, ker me čakajo moji, pa jutri grem na obred, jutri grem s čudovitimi ljudmi na obred ljubezni, se ne vem, mislim, da sem več kot 20 minut govorila. Drage moje, nekaj prostih mest še imam na križarki. Če se čutiš tako, veš, da ne veš, da bi rada imela nekih novih prijateljic, da bi rada imela nekaj ljudi, ki te bo razumelo, nekih žensk, ki te bo razumelo, ki boste malo poskušali biti ranljive, ampak veš, ranljivosti boste takoj šle v smakovalko. Takšne, ki želite tudi, ki se zavedate, da posel pri ženskah se ne dela na moški način, pa punce moje drage. Jaz se spomnim, ko kam grem, ko kjera ženska me napade, my God, imam tako občutek, da me hoče posiliti. Ženska, kako ustvarja posel? Z mano vse delajo, tiste, ko delajo z mano. Tam, če imajo priložnosti, to. Ampak na kak način? Ko čutim, da mi subtilno energijo pristopa, ko čutim, da verjame vase, ko čutim, da si sama zaupa in jaz rečem, jaz ti zaupam, deva, naredva korake, ti naredi tako, kot znaš. To pomeni, ženska ne gre z moško energijo, nehite več komolci hoditi v posel, hodite z odprtim srcem. Mi smo danes imeli, jaz sem danes malo
tantro, tako da smo čisto odprte. Ampak je rekla Gaja, da ni dobro danes, da je danes mlaj, ali kako že, tako da danes nič ne bo. Danes bom bolj v pogovorih, v komunikaciji in se pripravljala za naprej. Koliko je takšnih žensk, ko naprimer si želijo, oh my god, imeti partnerja, da ga gledajo, da občuduje, pa mislijo, da to ni možno, seveda, da je možno. Seveda, da je možno. Koliko je takšnih žensk, ki mislijo, da rečejo, aha, sej imam vse, jaz ne morem jamrati. Seveda ne jamrati, sem naredil pa neko spremembo. Lahko pa narediš neko spremembo. Tako da, zlate moje, tiste, ki še greste z mano, jaz vem, da vas še nekaj čaka. Dajte se za božjo voljo odločiti, ker hočem piknik do konca narediti, da vem, kakšne ste, da vem točno, kaj je tisto, kar najbolj še rabite. Vem pa nekaj drugega, da tiste, ki boste šle z mano, definitivno prijete nazaj drugačne. Pa res prijete nazaj drugačne. Tudi nastopale boste, če boste hotele. Ampak zakaj? Ker se boste naučili sprejemati sebe. Res, sprejemati sebe, v popolnosti sebe. Ne boste se več primerjali z drugimi. In vse tiste, ki se primerjate. Včeraj sem bila na enem srečanju, top mi je bilo ful lepo, pri FAM. Ja, FAM. Da tiste, ki niste, zdaj bom moje punce peljala na FAM, mi je bilo ful zanimivo, kako se vidijo, kako nekatere ženske so odprte in dovolijo sprejeti, kako pa ene ženske odbijajoče ne dovolijo sprejemanja. In potem vedite, takrat, ko ne dovolite sprejemanja, to meni vas ena ženska totalno odbija, pomeni, da sodite sebi, saj ne sodite njej. Ona je že poštimana, ona nima tega, ona nima s tem izzivov. Sodite sebi. Tako da, jaz se spomnim, izdam še mojo skrivnost. Dokler jaz nisem imela odprto sakralno čakro, ali pa rečemo tako, dokler nisem znala začutiti, da je tudi, ker pač spolnost, se pri nas o spolnosti se nikoli ni govorilo, dokler nisem čutila, koliko je to pomembno v življenju, da je to nekaj, kar te hrani, kar te boosta, kar ti omogoča, da je življenje lepo, srečno, so mi šle mogoče tudi kdaj na živce take, ki so bile prav seksipilne ženske. To meni, so izražale to, znale zize dati ven, ritko ven, držal me ta pravo, izražale tisto, ko so se moški kar tako obračali za njo. Jaz pa do vrha zaprta tako in tako naprej. Potem sem pa spoznala, da, vedno sem jih občudovala, po drugi strani sem se pa, kako je možno, kako jaz tega nimam. In potem, ko sem to spoznala, kaj imajo, da je to tako enostavno, da je tako easy, ko sem prihajala iz znotraj, sem rekla, oh my god, to je to. Zato učite se od tistih, ki želite se učiti. No, pridite pa, da bomo skupaj naredile premike. In vam garantiram, da bodo čudoviti premiki. Jaz tudi če takole gledam, ko sem začela to delati pa danes, ali pa ko gledam prvo akademijo, pa drugo akademijo. Dobro, prvo akademijo sem dala moje srce, dušo, vse. To so moje sestre. Jaz danes s temi sestrami, večinoma enimi delam, z enimi smo tako, fej smo povezani. Ampak ja, ko ti delaš nekaj, postavljaš, tudi postavljaš steber. In veš, kaj hočeš. In jaz tako rečem, če vidite pri meni spremembo in vidite in veste, da živim to spremembo, samo prepustite se temu flow in vas bom peljala skozi ta flow. Jaz ne morem vas spreminjati, lahko vam dam pa orodja, da prijete do tega. Tako da, drage dame, priključite se mi, se veselim, res se veselim. Pa vedite, da niste vi edine tam. Še posebej mi, ki smo tako uspešne, pa urejene, pa imamo, pa tako kot eni pravijo, imamo denar, smo bogate, kao mi ne smemo pokazati svoje ranljivosti. Seveda jo lahko pokažemo, samo v pravi družbi, ne pred vsako. Mora biti varno okolje, moramo se varno počutiti, moramo biti s podobnimi mislečimi ženskami, pa ženskami, ki rečejo, ne, one nočejo biti v žrtvi, one hočejo biti v vlogi zmagovalke. In naj vam povem, vse tiste, katere jaz poznam, to so vse zmagovalke. To je tako, ko vse ponikne, znajo one reči, aha, jaz bom našla najboljšo rešitev in jo tudi najde. Tako da, en lep večer, jutri grem na obred, lepo se imejte, čim prej, mislim, da vam še sem nekaj dni odprte prijave, tako da čim prej se prijavite, da greste z mano potovati na križarko, da bomo punce, tudi obrede bomo imeli Jaz brez obredov ne gre pri meni, ampak veste, zakaj ne? Da vam odpiram srčke, da začutim, da vidim tiste vaše solzice, ko takole padajo dol po vaših licih, ko začutim,
ko vam duša spregovori, in lahko so to solzice sreče, lahko so solzice žalosti, ampak ko si dovolite za Božjo voljo pogledati vase. In verjamite mi, da vedno ponavadi dobite projekcijo na drugi strani osebo, ki vas bo največ naučila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 33.